December je mesec, ko se še posebej veliko kuha in dobro je. V obilici hrane pa si lahko pripravimo tudi zdrav, a zelo okusen obrok. Mogoče pesine testenine z zeleno omako. Prisrčno dobrodošli ponovno v Normini zdravi kuhinji. Danes bom pripravila rdeče testenine z zeleno omako, torej se bom malo igrala z barvami. Vse sestavine sem tudi tokrat nabavila v bioprodajalni, to pomeni, da so vse ekološko predelane, vse so certificirane in toplo vam polagam na srce uživanje ekološke hrane, kajti za drugorazredno hrano je vas in vašega zdravja resnično škoda. Začela bom s testeninami, to pomeni, da bomo najprej dali pirine, široke rezance kuhati in sicer v soku iz rdeče pese. Kot zanimivost naj vam še povem to, da sem naredila test z nosom. Pomeni, da sem povonjala konvencionalni sok rdeče pese in ekološki sok iz rdeče pese in primerjava je bila resnično osupljiva. To vam povem zato, če vi tega testa morda ne boste delali. Torej, dajmo kuhati testenine najprej v osoljeni vodi in večji del bom pa dodala sok iz rdeče pese. Zdaj bom pripravila omako in sicer zeleno omako iz brokolija. V ta namen si bom vzela vse te brokolijeve vršičke in jih majčkeno skuhala v slani vodi, v majhni količini slane vode in seveda samo kratek čas, da se nam ne izgubijo vsi minerali in vitamini. Voda nam vre oziroma rdeča pesa, zato lahko damo testenine kuhati. Takole brokoli se nam je skuhal, zdaj ga bom odcedila in pretlačim ga z mešalnikom, še predtem pa bom dala nekaj sestavin. Brokoliju bom zdaj najprej dodala creme fraiche, to je pravzaprav kisla smetana, ki jo lahko uporabljate pri kuhi in se vam ne bo sesirila, ampak to zagotovo že veste. Potem bom dodala nekaj sira s plemenito modro plesnjo. To bo tako prav obogatilo okus naše omake, nekaj koščkov. Dodam še poper. Tako, in zdaj imamo pripravljeno, tako da lahko vse skupaj pretlačim. Tako, zdaj sem pretlačila tale brokoli in sem dobila takšno gladko zmes. Je precej svetla zaradi smetane, ki sem jo dodala, zato bom zdaj naredila en majhen trik. Torej, dodala bom pšenično travo v prahu iz dveh razlogov. Da dobim lepo temno zeleno barvo omake in pa, ker je pšenična trava vsebuje veliko klorofila, je tudi naravni vir mineralov, vitaminov, beljakovin, vlaknin in je odlična za prebavo. Rdeča pesa se je skuhala oziroma naše testenine v rdeči pesi, čudovite so temno rdeče. In ko servirate, damo najprej testenine rdeče na dno. Takole. Po vrhu pa našo zeleno omako. Morda se odločite in to zdravo in atraktivno jed ponudite vašim prijateljem kot praznično predjed. Dober tek!